Zdravo, živo slavo, dobrodošli v rubriki Terapevt meseca. Vsak mesec izberemo nekoga, ki je zares naredil veliko. Mogoče ni tako zelo poznan, a vendarle globoko v srcih mnogih, ki jim je ta terapevta oseba pomagala. Terapevt meseca oktobra je bil Veselko Tomič, bioenergetik iz Celja, ki je v svoji karieri doživel tudi to, da je spoznal papeža in tudi njemu pomagal s svojo izjemno energijo. No, ta mesec pa je terapevtka meseca, tista, ki je seveda na vrsti. Že vrsto let pomaga ljudem na različne načine, še vedno vodi delavnice, še vedno osebna srečanja, pogovore in tako naprej. A kaj je tisto, kar dejansko naredi nekega terapevta, dobrega terapevta, tistega, ki lahko res veliko ljudem pomaga? Slišali boste danes zgodbo Edite Tomič in spoznali, da se takšni osebi zgodi marsikaj težkega, a vendarle je ravno to tisto, kar izoblikuje. Edita Tomič, terapevtka meseca, pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Iskrene čestitke za ta naziv, za sam začetek. In če začneva zelo zgodaj, terapevt se verjetno kar ne rodiš, ne? Ampak te življenje verjetno oblikuje ali pa popelje, ali kako ti gledaš na to? Jaz sedaj gledam za nazaj pri sebi, ne. V sanjah nikoli nisem mislila, da bom komurkoli pomagala v življenju ali delala neke delavnice za osebno rast, kajti očitno, ne, so pravi terapevti tisti, ki predelajo ogromno lastnih negativnih izkušenj v življenju in vse takrat ti ne veš, da greš po neki poti, ki te vodi v končni cilj nekega terapevta ali karkoli, ampak če si borec, če spoznaš, da se lahko dela drugače, da lahko zaživiš drugače, ne, potem iščeš pomoč in seveda predelaš te negativne stvari. Ne. Zaupala nam boš danes, kaj vse si morala predelati sama, da si danes to, kar si, Edita Tomič, terapevtka meseca. Pa vendarle boš pokazala našim gledalcem tudi eno tehniko, kako lahko hendlajo čustvene vampirje, pa vse tiste tečne ljudi okrog sebe, ali kak že? Tako je, ja. Kako izgubljamo in odpiramo svojo avro, izgubljamo energijo in spuščamo v našo avro psihične pritiske, psihične kavle na vse mogoče načine, ne. Tako da evo, tole dobro spremljite, tole se splača znati, ker je zelo preprosto, vsak lahko to naredi, ne. Zelo enostavno. Zelo enostavno. Tako. Edita, rekla si težke preizkušnje. Kdaj so se težke preizkušnje začele v tvojem življenju? Ja, v mojem življenju že od samega začetka, ne, ker je oba dva starša sta imela postvojni sindrom po drugi svetovni vojni, oče kronični alkoholik, mama živ psihično, ne, preganjavica in tako naprej, in je bilo ogromno nekega pretepa, alkohola, v reji smo bili, spali veliko pri sosedih, to se pravi, in pri vsem tem se je zgodil potem še uboj, zato da je mama mene zaščitila, je pač očeta, ne, tudi z lopato po glavi. Skratka, potem smo bili zopet v reji, potem tudi mene so dali socialno kot v dom za mladoletnike, zaradi tega, ker pač ni bilo druge možnosti, ampak nekako vedno nikoli ni bila pri meni tiste sredine neke, ne, ali sem bila top of the top ali pa čisto podno, ne. In bila sem dosti podno, skratka, v šoli, ne, zaradi tega, ker imam tudi disleksijo, sem bila najbolj površna, drugače pa ogromno enega znanja nosila tudi zadnjo Titovo štafeto v Sloveniji, to se je zgodilo, pisala že takrat za Delo, sicer o samoupravljanju pa o komunizmu in tako naprej, a ne. Ampak po drugi strani pa čustveno popolnoma razsuta in vedno neko dokazovanje, ne. Neko dokazovanje, neko potrjevanje. Potem je le prišel moj partner tudi
s katerim sva skupaj že 38 let. Wow. Ja, bilo je veliko vihravih stvari, a ne. Si bila kdaj na tem, da bi se ločila? Ne, ker po mojem je bilo strah, ne. Zdaj, ko drugače to razmišljam, ne, niti v snu ne bi tega naredila, ker pač moramo sprejeti stvari, ne. Vsi smo različni in važno je to neka želja po nekom, da ga vidiš vsak dan, ne. Neko, ni to navada, ampak resnična želja, no. Ker je zanimivo, ne, glede na to, kaj vse je naredila tvoja mama za vas, otroke, dejansko ubila svojega moža, zato da je bila z njim. Ponavadi taki otroci imajo težave potem v partnerstvu. Ti pa zelo uspešen zakon, tako dolgo trajajoč. Ja, glejte, vse so bile vzponi in padci, absolutno, ne. Pa so bile razne čustvena izsiljevanja, prepiranje, potem ton, slika brez tona in tako naprej. Ampak sva imela zelo burno življenje, ker je on delal v vojski, jaz na Jugoslovanski železnici in spet zaradi politike, tako kot v otroštvu, ne, sem tudi tokrat šla čez to, da je oba dva ostala brez službe, se borila za stanovanje, se borila za preživetje, dobila otroka pred razpadom države, iz projete tudi, a ne. So bili izzivi že v tistem času. Neprestano je bila ta rahla napetost, ne. Potem borba za stanovanje 12 let z državo zaradi tega, ker je bilo to vojaško stanovanje, krediti 1200, 1600 evrov plače in tako naprej. Tako da ni bilo časa, ne, razmišljati, da me mož ne podpira ali da jaz ne njega, ampak so bili konkretni izzivi, ne, ker potem brez službe zopet zaradi razpada Sozdov in potem pred 6 leti zaradi kapitalizma, ne, ker smo se zainvestirali v agenciji in tik pred penzijo ostaneš brez plače, brez odpravnine in tako naprej. Skratka, ampak nimaš časa, ne, ker deluješ. Ker nimaš podpore, ker nimaš nikogar, ker si razvil obrambni mehanizem borca, to se pravi, moraš poskrbeti zase, ne, potem imaš ti konkretne izzive. Ta druga zadeva, ne, osebna rast in pa vse te delavnice so prišle pa zraven pred 20 leti, a ne, ko je mlajša sestra naredila samomor, je bilo blazno občutek krivde, zakaj nisem jaz tega prepoznala. In takrat me je nekako ena gospa usmerila na to in pa tudi zdravnik na intenzivni negi mi je rekel: gospa Edita, vi ne veste, da sta vi dve dušno povezane in da mi nismo samo telo, ampak tudi duše. Ker ona je vedno odreagirala v komi, ko je zaslišala moj glas, ne. In to je zdravnik ti je to rekel? To mi je zdravnik rekel in mi je rekel: preberite knjigo o tibetanskih mrtvih in jih dajte odvezo, da ima pravico, da gre. Ne? In takrat se je začelo v bistvu to moje raziskovanje. Seveda, ker sem zelo logičen tip, je bila pri meni ta prva grafologija, ne? Ker tam moraš imeti utemeljitev za psihološko analizo. Poleg je prišel reiki in nato theta healing, ne? Ampak to vedno je bila neka taka čudna situacija v mojem življenju, da sem tisti trenutek potrebovala nekaj, da me je dvignil ali iz groznega občutka revščine, ne, ker te je bilo strah toliko kreditov, toliko tega, ne, treba nekaj narediti, ali pa zaradi tega, da sprejmeš neke določene stvari, ki te spominjajo na svoje otroštvo in pa da to predelaš, da to je lahko drugače, a ne. Se pravi, najprej je tebi pomagala grafologija. Na grafologiji sem zvedla, sem videla v pisavi, ne, ker se vidijo tudi vsi strahovi in obrambe, da nimam sam jaz strahove, ampak da jih imamo vsi do določene mere. Ne. In to si potem začela pucati, procesirati? Potem sem začela to z reikijem, ne. Prvo z grafoterapijo, da sem se začela drugače podpisovati, da sem na prvo mesto dala sebe, ne, z imenom. Prej je bilo samo Tomič, Edita ni bilo nikjer, no, potem se je začela pa Edita Tomič. Potem je prišel reiki, tam te energijsko dvigne in tudi že začneš pucati, ne. 2008 je pa po nekem pravem naključju, ne, čeprav ni res. Naključje je bilo. Sem šla pa na theta healing, ker mi je bilo blazno hudo. Skozi je bil, meni nihče ni verjel, kamorkoli sem prišla, ne, sem bila blazno urejena, zelo odločna, zelo dokazovalna, zelo želela ogromno narediti,
Ampak, ko sem jaz rekla, da sem prišla na tečaj reiki, zaradi tega, ker imam tako nizko samopodobo, mi nihče ni verjel. Ne? No, in v bistvu sem s teta healingom začela pa to pucati. Na teta healingu si se naučila to vajo? Na teta healinga sem se naučila to vajo in pa pucati strahove. In tudi zdaj vidim, ne, vsak mesec so seminarji in pa osebna svetovanja so neprestano. Vedno pridejo do mene ljudje, ki imajo v določenem svojem življenju določen del enakih izkušenj kot jaz. Ne. Ravno včeraj je bila ena gospa, ki je že starejša, kako so jo pretepali oče, kako jo je zapiral ven, da je na deskah spala vzunaj, potem tudi oče in kako jo je spolno zlorabljal in tako. Jasmina, mene to srce me boli, ko vidim, koliko je ogromno tega. Jaz sem mislila, da je bilo to samo v naši generaciji. Ne, tudi sedaj se ogromno tega dogaja. A greva na tole vajo, ki te jo je naučil teta healing, ki ga še vedno izvajaš. Evo, se kar ustaneva. No, bova kar ustale. Tako, ja. Zdaj takole, ne, ta vaja je v bistvu zato, da mi zapiramo svoje energijsko polje, svojo auro. Ko se mi križamo, ko imamo telefon, ko se rokujemo, ko se objemamo, ne, mi odpiramo in slabimo svojo auro. Ali pa če masiramo, ali če delamo karkoli za drugimi, ne, je zelo pametno, da svojo auro se naučimo tudi zapirati. In sedaj, lej, jaz bom stegnila roko, ti prideš v mojo auro in skozi mene narišeš X. Tako, sedaj se malo odmakneš in probaš roko potisniti dol. Sedaj bom pa jaz čist enostavno. Že stari ljudje so rekli, ko so zaključili posel, so naredili takole, in so rekli, naj gre. In v bistvu mi s tem delom zapremo vse čakre. Ampak najprej pa... Takole, ne, pa takole. In potem zdaj zopet probe. Ker dejansko to zapreš. In tudi, kako se pravilno objemamo. No, kako se ponavadi ti objemeš? Vem, kako se moreš, srce na srce, ne? Ja. Se pravi tako. Vedno gre leva roka gor, ne, desna. Ker tudi mama da vedno otroka na desno, ne, ker s tem ne slabiš auro, ampak jo jačaš. Še nekaj bi ti rada. Še nekaj? Jaz še? Mene zelo moti, ne, mene osebno, ko se rekujemo in nekdo mi da roko kot mrtva riba. To je v bistvu ne samozavest, pa skrivanje osebnosti. Če je premočno, je to dodajanje umetnega ega, to se pravi umetne samopodobe. To sem delala tudi, Najbolj pravilno je pa takole, da pride tale palec, da pride tukaj, ker tukaj so centri, in da se roka v bistvu prijetno stisne, tisto prijetno, in da pride dlan na dlan, ker tukaj imamo glavno čakro za izstopanje energije in pa pogled v oči. V oči. Ker v očeh se vidi naša duša, pa nikjer drugje. Torej, demonstrirava še enkrat. Ja, takole, ne. Kaj pa oni, ki ti hočejo takole oziroma takole? To je pa podrejanje, ali pa če prst takole, isto zaščita, a ne. To je, vse tisto je neiskrenost, ali pa neko dodajanje, ne. Vedno mora biti na tak prijeten, topel, mehki način, pa tale čakra je glavna, ne, kjer izstopa energija ven, zato mora priti dlan na dlan. Wow. V tvojem življenju si se velikokrat soočala s smrtjo. Ne samo, kadar je tvoja sestra naredila samomor. Ne, čez 2 leti potem je mama umrla v isti bolnici v Polju za preganjavico in demenco, in to je bilo zelo hudo sprejeti, ker takrat se o tem sploh še ni govorilo, ko te starš ne prepozna, te menja in te zavrača in te obtožuje. No, potem čez par let pa tudi še sestra za rakom na prsih. Drugih, ja. Tako da jaz dejansko od svoje družine imam samo hčerko, pa zdaj vnuka pa vnukinjo, ki so pa sonce tega sveta. Cukrčki.
Kdaj si prvič začutila, da mogoče pa si ti poklicana za to, da pomagaš drugim? Nekako to se je dogajalo že celo življenje. Ker tudi v turizmu sem učila blazno veliko mladih ljudi in pa od mojih stalnih strank sem zvedela vse, kar jih teži, kaj bi, in pa seveda tudi vedno je bilo nekako družba, ne. To je bila potreba potem, da nimaš časa se ukvarjati s sabo, ampak pomagaš drugim, ne, na sebe pa pozabiš. Potem, ko je bila pa grafologija, je pa kar naenkrat me našel žurnal, pa Direkt, pa Hrvaški globus, pa Big Brother hrvaški, sem bila komentatorka tudi kot grafologinja, a ne, za določene ljudi, udeležence. In pa samo od sebe se je to začelo odvijati pri meni doma v spalnici, pred 20 leti, ne. Ker očitno je bilo to, saj nisem vedela, da znam, ne, ker se nisem zavedala svoje empatije, intuicije in pa tudi jasnovidnosti, ki je zelo prisotna, a ne, ampak so se ljudje počutili varno in potem je bil tisti feedback. Ja, veš, da se je meni vse spremenilo, ne, in potem se je tako nekako začelo, ne. Potem je bilo treba odpreti podjetje in tako, in zdaj sem uradno že upokojena, ne, samo je pa toliko prijav, pa toliko, da na delavnici in osebne rasti, in zdaj tudi še jaz se izobražujem vedno, še vedno nadgrajujem, a ne, znanje, tako da sem rekla, bom delala, dokler bojo ljudje želeli, da podelijo z mano, da jim podelim z njimi tudi jaz moje izkušnje, na kakšen način sem jaz to rešila, in pa za mene dejansko beseda ne da se, ne morem, ne obstaja. Ne obstaja. Ne. Kako gledaš na veliko število samooklicanih terapevtov, ki grejo na en vikend tečaj in pol že nudijo vse mogoče in nemogoče? In kako gledaš na to? Ker se mi zdi, da zdaj v zadnjih letih je neko obdobje, kjer rastejo kot gobe po dežju ti terapevti. Ravno zaradi tega smo tudi želeli to rubriko v naši oddaji uvesti. Ja, tako je, ne. Jaz pravim, vsaka tehnika v določenem trenutku pomaga. Ja. Da se pa terapevt pa oseba, katera pride, ne, srečata, je pa to njuna usoda, ne. Jaz pravim, se jezijo, plačajo po 150 000 evrov, po 20 000 evrov za razne terapije. Ne, jaz pravim, to lekcijo očitno ljudje potrebujejo, ne. Jaz pravim, vedno se srečamo z namenom, ampak če ti drago plačaš, še ne pomeni, da boš na lahek način rešil svoj problem, ne. Soočati se je treba s sabo. K meni pridejo taki ljudje, ki želijo, ki že podzavest ve, kam, ne, kje bo dobila tiste odgovore. Seveda, hvala Bogu, smo si pa različni, a ne. In jaz pravim, mogoče pa en stavek od te mlade osebe, ki je začela nekomu pomaga, ki ima enako izkušnjo kot on. Ja, ne? tako. Tako da jaz nič ne obsojam, ne. Univerzum že poskrbi za vse. Jaz pravim, če ne delaš konkretno, pa iskreno za človeka, ki pride z vsem spoštovanjem do njega, da ne dokazuješ svoj ego, koliko si ti pameten, pa dober terapevt, pa koliko so drugi podrejeni, ne, osebe, pa kako nič ne znajo, potem delaš dolgoročno, če ne bi 20 let to delala, ne, bi že. Hvala lepa, Edita, za vse, kar še vedno, kljub temu, da ti ne bi bilo več treba, ponujaš ljudem in osebna srečanja in delavnice in vse, kar poteka pri tebi. Osebnarast.si, ne? Ja, osebnarast.si. Hvala lepa. Evo, jaz imam pa še eno fajn fotko od mojega prijatelja, velikega navijača Barcelone. Poslal mi je fotografijo in je rekel, le kako srečo imam jaz v življenju. Ključi so mu padli in evo, tale obesek ga je rešil pred veliko katastrofo, da ni zamudil za najino tedensko srečanje, kjer sva malček poklepetala. Tako da evo, naj bo sreča tudi danes na vaši strani in ne pozabite, vsake svoje sreče kvač. Najprej, če bi hoteli pravilno prezračevati po pravilih stroke, bi morali na vsake 3 ure narediti popoln prepih. Samo prepih oziroma prečno prezračevanje je garancija, da se izmenja zrak v celoti.